Pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Danes bo pogovor nekaj posebnega. Z menoj v studiu sta dva in eden na povezavi. Vsi trije so glasbeniki, ki jih povezuje iskrena predanost glasbi. Tista, ki prihaja iz srca, ne iz trendov. Vsi so pustili in puščajo močan pečat v narodnozabavni glasbi. Zame pa je današnji pogovor še posebej oseben, saj sem imela čast nekaj let stati na odru z ansamblom, ki ga vodi oziroma je vodil Toni Iskra. Skupaj smo peli, igrali, se vozili na nastope, snemali in, kar je najlepše, ustvarjali nepozabne melodije. V prvem delu se bom s Tonijem sprehodila skozi njegovo otroštvo, prve korake v glasbi in čas, ko je ustanovil svoj ansambel. Kasneje pa se nama pridruži še Jani Kavalar. Skupaj bomo delili zgodbe o sodelovanju, glasbenih vrednotah in prihodnosti naše melodije. Toni, tvoja zgodovina se začne nekje v Poljčah, sosednji vasi od Begunj, kjer se zdi, da diši po glasbi. Kako pravzaprav se je začela tvoja zgodba glede glasbe? Ja, treba je povedati, da je bil zelo blizu Slavko Avsenik doma in to je tudi nekako, veliko se je govorilo o tem, takrat smo poslušali radio, je bilo ogromno Avsenikove glasbe, veliko več kot danes in ne vem, enostavno se mi je porodila neka želja, da bi mogoče bilo dobro, da bi tudi jaz malo igral harmoniko ali pa kaj podobnega. Kdaj si prvič ugotovil, da si rojen za glasbo? To pa ne vem reči, no. Po mojem, ko sem videl, da mi nekako inštrument kar laufa, no. Aha, torej, kdaj pa je praktično tebi bila harmonika tista tvoja ljuba? Kdaj si ugotovil, da je harmonika tista prava? Ja. Takoj, ko sem se začel učiti, oziroma, če povem, kako je bilo to, ko mi je oče prinesel harmoniko, 32 basno harmoniko, sem bil prepričan, da jo bom dal nase in v tistem trenutku začel igrati. In nikoli ne bom pozabil, kakšno razočaranje je bilo to za mene. Tako da je šla harmonika za kakšen mesec v omaro, na kar sem se potem le odločil, da se bom začel učiti. To pa je bilo pri letih? 8-9. 8-9, seveda. Kdo pa je bil tvoj prvi mentor? Pol leta je bil moj učitelj v osnovni šoli, gospod Pogačnik, že pokojni. Potem je šel on v vojsko in sem ostal sam, na kar se je oče dogovoril z vaškim organistom. To je tisti možakar, ki je pravzaprav pomagal tudi oziroma učil Slavka Avsenika in Bilka Avsenika in sem bil kakšno leto pri njemu, na kar sem se potem vpisal na Jesenico v glasbeno šolo. Čudovito. Ja. Si imel že od malega občutek, da bo glasba tvoja pot življenjska do konca življenja? Raven tega občutka nisem imel, sam sem pa imel rad glasbo. Res sem z veseljem igral, tako da sem pa enostavno, ko je bil čas za to, začel razmišljati, da bi se vpisal na srednjo glasbeno šolo, ampak ker takrat, če ni bilo oddelka za harmoniko, sem bil prisilen, da se odločim še za en drug inštrument in sem se takrat odločil za fagot. Ja, torej si igral v simfoničnem orkestru RTV? 3 leta sem igral v radijskem simfoničnem orkestru, na kar bi se mogel odločiti, torej ali orkester ali glasbena šola v Radovljici. Mi je bila veliko bolj, ker sem delal hišo v Begunjah, mi je bilo veliko bolj pri roki glasbena šola v Radovljici in sem se odločil za poučevanje harmonike. Ja, verjamem se, to je en tak zelo lepo poslanstvo, praktično. Prenašamo znanje na mlajše rodove. Kaj ti je pa dala praktično glasbena šola? Mogoče disciplino, kakšne posluhe za detajle, ki jih recimo drugi ne slišijo? To sigurno, to se točno tako, ne. To nekako treba je vedeti, da klasična glasba je le temelj pravzaprav vsega drugega lepega, tako bo rekel.
Tako je. Torej, če greva še nazaj na tvoje učenje, kako si praktično razvil ta tvoj svojstveni slog, ki ga seveda je prepoznal vsak, ki seveda se spozna malo bolj po dankosti na slog glasbe oziroma igranje na harmoniko? Nekako, ne vem, že kmalu sem se odločil, oziroma sem ugotovil, da tako perfektno kot igra Slavko Avsenik ne morem. Ne? In skozi to sem začel razmišljati oziroma začel nekako ustvarjati nekaj svojega, na svoj način igranja in to je to. Potem se je to razvil. Če grem bolj po tankosti, recimo, ti si poslušal Slavka Avsenika, si rekel, da pač tako ne boš igral? Ne? Ravno tako ne. Ja. Ne? Samo vedel sem, da ga ne morem doseči. In da je treba pri tem nekaj ukreniti, no? Čisto tako preprosto. In na kakšen način si praktično raziskoval to? Bolj razmišljal o tem, kot raziskoval. In ta način pravzaprav se mi je potem nekako sam prirodil, oziroma, kako naj rečem, želel sem nekaj svojega. Da nekako, kako izpeljevati melodije, kako interpretirati in tako naprej. No, z tega se je nekako to razvil in uselil. No. Ja, moram priznati, da mi je zelo všeč tvoj način, ravno iz tega vidika, ker je tako unikaten in tako eksakten. Tako da vse čestitke za ta slog, ker mislim, da nima, recimo, da je to mogoče nič 1,% harmonikarjev, ki imajo seveda svoj stil igranja. Zdaj greva pa naprej, pravzaprav, kako je pravzaprav nastal ansambel Tonija Iskre? Ja, ansambel Tonija Iskre je pa nastal na tak način, da je pravzaprav največji krivec naš kitarist, Jani Kavalar. On je prišel k meni in rekel, da se pri Avseniku, da bi radi imeli, če bi bilo možno, kakšen trio, da bi malo zaigrali pri skupinah, ker so redno prihajale skupine iz Avstrije, Nemčije in tako naprej. In skozi to se je to začelo, kar na lepem. No? Enostavno, Jani je kriv. Ja, bravo Jani, sem vesela, da si kriv za to, da je ansambel Tonija Iskre začel delovati. Lahko poveš še prvo zasedbo tega ansambla? Ja, Jani na kitari in Srečo Langus na basu. To je bilo to trio brez pevke, pevcev. Pev je Jani, pa Srečo nekaj. Ne? Kaj pa v nadaljevanju? V nadaljevanju potem smo pa pritegnili Marjano Mlinar. Tako je pa ona prišla zraven? Sodelovali smo skupaj pri ansamblu Tonija Savnika. Tako. Ko si v bistvu ustanovil ansambel, si verjel, da bo ansambel dosegel razsežnosti prepoznavnosti v Sloveniji? Daleč od tega. Tudi sanjalo se mi ni. Niti ni bil pravzaprav to vrsten namen. Najprej smo samo igrali. Potem se je pa to začelo, jaz bi rekel, s Ptujskim festivalom. Takrat si pa pristopila tudi ti, se spomniš? Ja, seveda se spomnim, ampak še prej je bilo, kako sem sploh jaz prišla do ansambla Tonija Iskre. Ja, prosil sem jo. Namreč slišal sem jo pet pri Avseniku na vrtu. Še z ansamblom Lipa? Ja, z ansamblom Lipa, tako je. In takrat sem rekel, to bi pa zelo rad, da bi sodelovala s mano. Ja, in potem je Tonij Iskra prišel v Podgorje, ko sem jaz že nehala sodelovati z ansamblom Lipa in seveda sem se odzvala vabilu in lahko rečem, da je to zame, rečemo, en tak preskok v višjo stopnjo, vsaj kar se tiče muzikalnosti, ker Tonij Iskra je skupaj z Janezom Hvaletom, tekstopiscem, delal izjemno čutne melodije in bi te na tem mestu vprašala, res tvoja glasba v sebi nosi toliko nežnosti, toliko ene subtilnosti. Kako si v bistvu
prišel do tega svojega posebnega sloga, ki ga recimo danes ljudje še vedno prepoznajo kot slog Tonija Iskre? Ja, to se je pravzaprav samo pojavilo, to je enostavno, tako sem čutil in potem temo na tak način razvijal. Ne vem reči, kako je to, prevrjelo je z mene dobesedno. Se pravi, je bil kakšen poseben navdih za to, da si napisal melodijo, glede na opis je najprej nastala melodija in potem kasneje tekst? V glavnem je bilo vse tako, ja. Z Janez je bil moj sošolc v srednji glasbeni šoli in pa sodelovala sta skupaj pri ansamblu Rš, ker je pel. In za Rš je naredil nekaj tekstov, in ker so bili teksti zanimivi, fini, dobri, res dobri, sem ga prosil, da če hoče sodelovati z mano in resnično vse tekste je naredil on za mene, čisto vse. Ja, pa me na tem mestu zanima, ali za temi teksti je posebna zgodba, ki recimo si ti želel konkretizirati? To je pa tako, nekaj skladb sem mu jaz predlagal, kaj bi bilo, drugače pa ostale pa Janez sam. Zgleda po temi glasbi, po sami viži, če tako rečem, se je odločil temo in najdu temo, ki so pa fenomenalne. Res je, zato sem tudi prej rekla, namreč ta sinergija, ta splet melodije, kako je izpeljano, harmonsko in seveda ta podlaga teksta. Priznam, da sem jaz takrat v zgodovini narodno-zabavne glasbe najbolj zrasla. Še posebno se spomnim snemanja v Novem mestu. Pri skladbi Prišla je, se mi zdi, da takrat je moja duša se dobesedno povezala s to melodijo in s tem tekstom na en tak poseben način, da sem tudi sebe odkrivala na poseben, drugačen način, bolj subtilen in praktično začela odkrivati, kaj pravzaprav vse nosi ta moja duša in ta moj izraz. Praznik, se spominjaš, kako sva plesala, sonce je žarilo, kakor iskrice v tvojih očih. Hej, to je bil praznik, muzika je poskočne igrala, kakor da je včeraj, se spominjava v tihih nočih. Bil praznik, muzika je poskočne igrala, kakor da je včeraj, se spominjava v tihih nočih. Prišla je jesen v najino življenje, prišla je, kot pride v prsih hrebenenje.
Katera na tem mestu, če te smemo vprašati, skladba je pa tebi recimo najbolj pri srcu oziroma nekaj, pri kateri te še vedno v bistvu gane in na nek način spominja na kakšen poseben dogodek? Ja, ne vem, nekako zelo velikrat se pravzaprav spomnim, da mi je ena ljubših skladb, bom tako rekel, Uspavanka. Pa ne vem zakaj. Enostavno, še danes mi je všeč. Ta Uspavanka je pa iz to leta... ti poznaš dobro, ja. Iz leta niti ne vem, koliko je bilo. Kdaj smo mi bili takrat na Ptujskem festivalu? A je bilo to samo... 93, 94, Nekaj 95. Ne, Oziroma prej. Mislim, da 91, 92, ja. 91 sem jaz nehala pri ansamblu Lipa, pa mislim, da je bilo nekaj časa pavze. Ja, tam Tako da nekje, rečemo ja. tam nekje, a ne? Ja, Zdaj tam. ne bomo v letnicah, a ne, da ne boste preveč zaključevali v tem smislu, koliko smo že, ne, rosno mladi, bili nekoč, tako Točno, nekač. točno. Zdaj pa bi te morda na tem mestu še vprašala, da se še malo dotakneva glasbene šole, tako kot si rekel, poučeval si na glasbeni šoli Radovljica. Kako ti si doživljal takrat mlade glasbenike, kako so praktično dojemali klasično glasbo in predvidevam, da je bilo kar nekaj učencev, ki so želeli tudi igrati narodnozabavno glasbo. Ja, to seveda, saj to je znano, da kdor se uči harmoniko, oziroma se je začel učiti harmoniko, se je več ali manj začel učiti ravno zaradi tega, ne. Čeprav so potem, jih je zelo veliko vzljubilo tudi klasično glasbo, predvsem to, no. Drugače pa, recimo, pri meni se je učil Saša Avsenik, to vemo, da je ostal potem Grega Korošec, isto ansambl. No, in še nekaj, ki igrajo pri ansamblih. Drugače pa, kar nekaj jih je šlo študirati srednjo glasbeno šolo oziroma naprej na akademijo. Po vsej verjetnosti tudi v tujino, ne? Tudi, tako je. Kot zdajšnji ravnatelj glasbene šole Radovljica, ne, recimo. Pa, no, tako moram povedati. Kar dva moja učenca sta zdajle profesorja v glasbeni šoli v Radovljici. Čestitam. Ne, tako da sem dobil lepo zamenjavo. Ja, sej, temu se reče, učenci na nek način potrjujejo kvaliteto in kakovost samega profesorja. So pa tudi veliko sodelovali na tekmovanjih, a ne? Tako da 4 so bili državni prvaki, torej Temsik? Temsim bil, 3 drugi, 1 tretji od mojih učencev, ne? Potem tudi v Puli prva nagrada, tako naprej, no. Čestitam. Tako da je bilo kar, če se malo pohvaliti, no. Absolutno, zato smo tudi tukaj, da določene stvari izza odra povemo ljudem, namreč vse vemo, da na odru se vidi ena slika, izza odra je pa druga. Da se še dotakneva tekmovanja, prepričana sem, da si sodeloval tudi na tekmovanju Avsenik. Kako pa praktično to izgleda? Ja. Koliko časa že poteka to tekmovanje? Ti si bil tudi v komisiji. Bil, in sicer sem tudi učil v Avsenikovi glasbeni šoli v Begonjah. Tekmovanje, zdaj nisem že dolga leta, pravzaprav več. Tekmovanje pa kdaj? Bi rekel, kakšni, zna biti 15-20 let mogoče, ne vem točno. Se ne spomnim. Vendar ti si oral ledino praktično s tem, kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja in samega tekmovanja? Ja, predvsem gospa Brigita, Slavkotova žena, ona je vse to peljala, no. In glasbeno šolo in potem tekmovanje. In pri tem je bila zelo vztrajna. Dokler ji ni uspelo, ni odnehala. Kakšen je bil po bistvu smisel vsega tega tekmovanja? Je bil to smisel, da praktično, da se ohranja še vedno kvaliteta igranja, spravi ta stil igranja? Tako je. Izključno so verjetno na tekmovanjih skladbe Slavka in Vilka Avsenika, Avsenika, ali tudi kakšne druge, recimo, avtorji? V glavnem Avsenikove. Avsenikove, ja. Avsenikove.
Ja, odlično. Kaj bi rekel, da se ne moreš naučiti iz not, temveč iz srca? Kaj bi rekel, recimo, kako praktično to poteka, na kakšen način? Ja, to pa mislim, tako bi rekel, no, ali to imaš ali pa nimaš, no. Jaz imam tak občutek, a ne. Nekje v končni fazi moraš tudi o tem malo razmišljati, no. Seveda. Da to pride ven. Kot profesor zagotovo čutiš posameznika, ki ima ta nagib za narodno-zabavno glasbo, oziroma da mu lahko podajes oziroma še toliko bolj privzdigneš samo kvaliteto in kakovost te glasbe, ne? Ker se mi zdi, da praktično ni samoumevno, da vsak igra narodno-zabavno glasbo tako, kot je potrebno. Kaj bi ti rekel na to? Ja, veliko smo delali na tem, no, to je pa res, a ne. Na izrazu. Na izrazu, tehniki kot taki in tako naprej, spremljavi harmonikarski, na tem je bilo pač potrebno delati, ne. Seveda. Ja. Na koncu najinega pogovora bi se še dotaknila praktično zgodovine tvojih udejstvovanj pri ansamblih. Kdo so bili vse tisti ansambli, pri katerih si ti igral, oziroma še vedno igraš? Kar nekaj jih je. Torej, v šolskih študentskih letih sem igral v ljubljanskem kvintetu, oziroma Alper Eho ansambl, ampak to smo sodelovali samo v tujini. Torej, in še to med šolskimi počitnicami. Julij, avgust, to je bila običajno v Cirih, Švica, in pa Skandinaviji na Danskem. Bravo. To je bilo julij, Švica, avgust, Danska. To je bilo kar nekaj let, ja. Dokler nisem šel služiti vojske. Super. No, po vojski je pa pravzaprav prišel na vrsto ansambl Rš. To sem bil 5 let pri ansamblu Rš, za Ršom pri ansamblu Tonija Savnika, tam sem spoznal tudi Janija Kavalarja, ne. No, potem svoj ansambl, se pravi to. Po našem delovanju pa so pa z Janijem sodelovali v Avstriji pri ansamblu Lesah Tale Špac, tako. Tam sva bila 9 let, 9 sezon, ne. No, po avstrijskem ansamblu sem pa prišel leta 2000 k ansamblu, hišnemu ansamblu Avsenik. In še dan danes igraš? Približno, poskušam. O tem ne dvomim, ker to, kar zdaj doživljam jaz na pripravah za obletnico, namreč prsti še fenomenalno hitro in eksaktno igrajo, tako da se ni za bati, da bi samo približno igral. No. Verjamem pa, da je Toni zelo samokritičen in verjeten bi on si želel še kaj več. Bi morda še eno vprašanje ti dala, kaj bi ti svetoval vsem tem mladim glasbenikom, ki še vedno igrajo oziroma ki prihajajo na sceno? Ja, svetoval bi jim to, da bi enostavno se držali še zmeraj tiste prave glasbe, narodno-zabavne glasbe, ne nekega turbofolka, ali kako bi to opisal, ne? Skratka, ne vem, tiste lepe glasbe, katero sta delala Slavko Vilko Avsenik, Franc Šegovec, recimo, in še mnogi, Boris Kovačič in tako dalje. Ja, morda mi je utrnila misel, da še vedno ohranjamo slovensko izročilo pri vsem tem. Trudne
sladke sanje. Njih ni solz in laži, hitrovanje. Mamica tvoja pa poštila zvezdice. Ljubav Juda, očka tvoj kdaj vrnese. Nina, nana, Nina, naj zapri trudne oči. Sinko moj, le zaspi v sladke sanja. Njih ni solz in laži, hitrovanje. Mamica tvoja pa poštila zvezdice. Ljubav Juda, očka tvoj kdaj vrnese. No, iz Irenco se že dolgo časa poznava, že iz mladih let, ko je že ta prva v Sloveniji začela sketati Charlie Parkerja. Jaz se tako najbolj spomnim, da je bila ta edina v Sloveniji, ta prva, ki sta to naredila. Seveda, zdaj, če bi hotel opisovati, kaj vse je dosti, ja. Sodelovali smo tudi v Big Bandu, pridite na njen koncert in praznovanje 23. maja, vabljeni. Irena Vidic je izredna pevka. Ob njej sem se veliko naučil, skupaj sva snemala prvo ploščo za alpski kvintet. Kaj naj rečem, vse naj, seveda tudi v prihodnje želim vse najboljše v glasbi in v privatnem življenju. Vabim pa vas obenem tudi na koncert, ki bo 23. maja v letnem gledališču Studenec. Navihano zdaj z njimi pa me strmi, a moja srnica ta, sosednji je da sici skaj že doma. Se bala ime prav nič, pa boš poznal za mlin fantič. Dragi prijatelji, Alpski kvintet vas od 24. do 26. aprila 2026 prisrčno vabi v Bohinjsko Bistrico. Takrat se bo zgodil Alpski večer in takrat bo Alpski kvintet praznoval svojo 60. obletnico. V petek in soboto boste lahko obiskali koncert, tako kot je bilo v navadi do sedaj. V nedeljo pa nas čaka jubilejni dan, ko si boste lahko premierno ogledali dokumentarni film o Alpskem kvintetu.
Jani, dobrodošel. Enako, ja. Me veseli, da si se odzval mojemu vabilu. Z veseljem. Zdaj bi pa vprašala, kako sta vidva ena od drugega zaznala drugega, se pravi ob igranju. Je to sama glasba, je to igrivost, humor, razigranost? Kaj je pravzaprav vaju vam skupaj potegnilo? No, prvo, preden da sva začela igrati, sem rekel, to je malo potrpežljivosti, ker jaz prej nisem nikoli igral narodno-zabavno glasbo. Preden smo začeli pri Avseniku igrati, smo imeli ene vaje. Sem rekel, upam, da boš malo potrpel, ne. Mislim, tudi tisti posnetki stari temu pričajo, če jih nazaj poslušam. Joj. Ampak, kakorkoli, no. To so bili začetki, potem pa, kaj jaz vem, poleg narodne zabavne glasbe smo igrali tudi malo zabavne glasbe in to, tako da, kaj ne rečem. Kot sem rekel, ta prvi je bil potrpežljiv, pa je bil malo bolj strog, zmeraj bolj strog. Na koncu je že nekaj ratalo. Ja, takega se te spomnimo, da si bil zelo strog in zelo natančen. Toni, vidva sta se večkrat vozila v Avstrijo, rekel si 9 let, da sta hodila v Avstrijo. Se mogoče spomniš kakšne posebne anekdote na poti v Avstrijo glede Janija? Zdaj ne vem, je to anekdota, ne? Ampak zanimivo je, Jani ima izreden spomin glasben, ne? In zelo hitro se uči in tako naprej. In ne bom pozabil, jaz sem doma cel teden pripravljal s kasete, se učil določene skladbe in tako naprej. Jani je pa uspelo to, da celo sva se peljala v Avstrijo, da sva vrtela tisto kaseto in tako naprej in je bil pripravljen. Za vajo, za resnično. Ja, temu se res reče dober spomin, glasbeni spomin. To sem zmeraj zavidal. Moram reči. No, jaz bom čisto povedal, da jaz nimam nekakšnega pretiranega glasbene izobrazbe, nižjo glasbeno šolo za klavir, to je bilo vse. Kar se pa kitari tiče, je bilo takrat je malo postala moderna in tako naprej, pa mi je pokazal 2-3 dure. Ne, in z tega je potem nastalo tudi igranje kitare, dobro, v začetku bolj moderni komadi in tako naprej, ampak kar se domače tiče, sem pa šele takrat, ko smo mi ustanovili tale trio, začeli malo razmišljati o tem. On je igral pri Karavelah, ne? Ansambel Karavela. Ja, prej je bila bolj taka. Bravo. Glasba, v glavnem smo bili 68 leta zmagovalci, ali pa, ko bi rekel, dobili smo priznanje, takrat revije še Mladina, Zlati M smo dobili za največje presenečenje. Še legendarni Janez Puh je takrat z nam pel, v glavnem, bolj na tej moderni glasbi, bolj na pop glasbi sem gor zarasel, potem pa se je pa začel tako, da smo ustanovili tale trio. Seveda, potem si prišla tudi ti, tako da naprej pa veš. Ja, naprej pa vem. Lahko rečem, da z Janijem mi je bilo veliko čast in veselje pet, namreč midva se posebej nisva kaj dost, recimo, ekstra dobivala, vedno smo imeli sicer vaje pri Toniju doma, vendar kasneje, čez par let sva se pogovarjala, on je rekel, jaz tebe poslušam, jaz sem rekel, jaz pa tebe poslušam. In to je recept za skupno sklajevanje pri freziranju. Zdaj bi pa vprašala te, Jani, kako pa ti gledaš Tonija, kako te je praktično prevzel kot sam glasbenik? Če sem čisto iskren, ne, on je glede, ta prvi, ko smo delali lastne komade, ne, je bila to čisto druga muzika, kot je posebej valčki, ne. So čisto izstopali iz tistega tradicionalnega, ali pa, ko bi rekel, tistega povprečja, ali karkoli, ne, tudi druge melodije, tudi drug pristop, kaj jaz vem, vse je bilo malo drugačne, bi rekel, prijetno, kako, mislim, ne vem, kako bi še s temu, v glavnem, druga glasba kot običajna, ki se je vrtel tako, da včasih ne veš, kdo igra, ne, ampak ta je pa izstopalo. Meni se je utrnila zdajle na misel, praktično je to po vsej verjetnosti, glede na to, kar smo že slišali, ne, da smo mi vsi, ki smo bili deležni tega izvajanja, morda, kar se tiče dušnega izraza, zelo podobni. Zato nam je tudi ta izraz zelo všeč.
Ja, sigurno. se strinjam, ja. Da smo lahko tudi na ta način sebi in seveda tudi drugim lahko podajali to glasbo na en tak poseben način. Se pravi, tako kot sem že prej rekla, gre za posebno odkrivanje s pomočjo seveda tebe, ki si bil izvorni ustanovitelj ali pa kreator te glasbe, ki si jo pripeljal sem na zemljo in jo potem seveda spravil tudi v pisno in seveda glasbeno obliko. Toni, kaj si pa ti praktično pri Janiju takoj spoznal, začutil, da je on pravi mandeljc, pravi kerelc za to zgodbo? On je izredno muzikalen, to je prvo, kar je, in pa... Se strinjam. No, skratka, mislim, da tak, kakršnega sem rabil. Ja, seveda, sej. Res. Vrhunski vokalist. Glasbenik. Ja, vrhunski glasbenik, ja. Morda bi rekel, da je tudi pedigre, se pravi, predhodnega ustvarjanja na zabavni glasbi tudi doprinesel k temu, da se je v narod zabavno še vedno v okviru tistega, ki bi rekel, klasičnega izraza, da je prinesel ta pravi zven za tvojo glasbo. Bi znalo biti nekaj na tem, ja, res. Ja, super. Ali da me ne pripombo. Ja. Zdaj sem malo zrasel, no, da rekel, ob telih vajnih pohvalah in tako naprej, mislim, da ok. Ja, mislim, Jani, da je to zelo pomembno, skromnost je sicer lepa čednost, pravijo, vendar da na vse zadnje je treba dobro tudi izpostaviti, da se premalo govori o tem, pač ne moramo dobiti vsi Korenove plakete na festivalih, dobijo samo nekdo, zdaj po kakšnem ključu je to gre, vendar vseeno se mi zdi, da naše druženje je bilo, saj kar se mene tiče, ena izmed zelo prijetnih zgodb, ki sem jo doživela v tem obdobju. Zdaj bi vaju pa vprašala, kakšno doto pa vidva prinašata svojim zanamcem oziroma svojim rodovom? Toni, pa najprej tebe vprašam. Ja. Ti imaš koliko otrok? Eno hčerko, ja. Učila se je klavir, vendar je tudi pri tebi star. Tako da to. Vnukinja se pa ukvarja športom trenutno, bomo pa videli, kaj bo. S katerim športom pa? Smučarski skoki. Ja, zanimivo. Ja. No, super. Koliko je pa stara? Ja, zdaj 8 let in pol. 8 let in pol, ja, čudovito. To se pravi, za podmladek glede skakalcev se ne bo treba bati. Upajmo, da ne. Glede na to, kaj imamo. Ne? Ja. Jani, kaj pa pri tebi? Ti imaš pa... Ja, jaz imam sina in hči. Sin ima tudi 3 otroke, hči 2, oziroma 2 hčeri. Sin je imel svoj band tudi, so bili Supernova, potem naprej pa 80s band, no, to so igrali tak rock 80-ih let. Hči naredila tudi nižjo glasbeno šolo pri Sandi Vovku, ravno tako klavir, potem je pianino postal kot stojalo za rože. V glavnem, no, zdaj pa vnukinja tudi Naja, tudi malo poje, no, hodi, heavy botov pač, na inštrukcije, tako. Ja, lepo. Nekaj. Lepo, da jo je sprejela. V glavnem, ja, drugače pa, tako, no, to je to. Kaj za vaju pomeni ohranjati narodno-zabavno glasbo v tem času, ko se, rečemo, dela crossover preko različnih drugih stilov? Kaj bi vidva rekla, pa bi za začetek Janja tebi prosila? Ja, mene, rekel, odkrito malo moti, tako kot je Toni prej rekel, mislim, moti, nič me ne moti, samo, kaj se vem, to igranje te plehke narodne zabavne glasbe, bi rekel tako, no, tiste par durov pa htijo na polno in tako naprej. Nobene čustevne noter, kaj se vem, vse nekako. Tako, no. Drugače pa nekateri pa še ustvarjajo to, rekel, pristno, no, tole glasbo telih glavnih ansamblov. Jaz bi rekel, da je zelo
ni malo teh mladih ansamblov, ki vrhunsko igrajo. Ne? Ja, seveda. Da vaju vprašam, kaj za vaju pomeni ohranjati narodno zabavno glasbo kot zven? Jani, pa tebe vprašam najprej. Ja, zdaj imam moji bivši, kako ne rečem, sodelavci ali pa kolegi glasbeni, mislim, ki je Uroš Unetič zraven igral, on je zdaj ustanovil retro ansambl, ne, da bi se povrnili v res tisto pravo, nam rekel staro, ne, ampak tisto tradicionalno domačo glasbo, tak zven je zdaj ustanovil recimo na ta način, no, kar se tega tiče, tudi igra z takimi starimi inštrumenti, kot se jih včasih, kaj se jim, dobro, čeprav mora glasba iti naprej, ampak pač nekateri so se odločili, da bodo pač malo šli nazaj, no, rekel, tako, v tisto še pravo narodno zabavno glasbo. No. Jaz pa mislim, ja, da bojazni, da bi ta glasba šla dol, pravzaprav ni. Ker, ko sledim te mlade ansamble, res, očitno so glasbene šole naredile svoje in so resnično vrhunski ansambli. Se strinjam. Mladi. Se strinjam. V tem oziru bi rekla tako, ne, kdor si želi res izraza v tej narodno-zabavni glasbi, se mislim, da zelo potrebno študiozno lotiti poslušanja in seveda tudi igranja. Zdaj, glede na vajino dolgoletno poznavanje in sodelovanje, pa me zanima, če morda je prišlo kdaj do kakšnega nevzkrižja ali pa nesoglasi in kako ste jih zgladila v glasbenem smislu. Ja, pa niti ne, pravzaprav. Niti ne. V glavnem to ni vedno prav. No. Ali pa zadnja beseda, ne? Če sem kaj predlagal, tega malo tako pogledal, ampak ne bo kar tako, sem jaz rekel. Ali ima po vajinem mnenju glasba še vedno isto povezovalno moč, kot jo imela pred 30-40 leti? Jaz vidim, kako naj utiša. Ja, mogoče ali zmeraj več, ali ne vem, kako se izrazim, ker 30 let nazaj, ne, so ljudje manj sedeli pred ekrani, manj tega gunga, so bili te veselice in take zadeve, več so se družili, sicer zdaj zopet, ne, ampak seveda povezuje, normalno. Pa to ni? Ja, se strinjam z Janijem, ne. Je res to. Povezuje, sigurno. Ne? Ja, se pravi, glasba, ki na nek način zopet po tolikih letih, saj vemo, da vmes mogoče ni bilo tako intenzivno, da se mladi zopet vračajo na veselice, da plešejo, da pojejo, da praktično je spet ta, rečemo, bolj socialni ali pa ta del povezovanja bolj pristan in bolj avtentičen, ker vmes mogoče smo se malo izgubili, čeprav na vse zadnje ne moramo pa vsakega prepričati, da praktično pride na veselico, ne? Ker to je, rečemo, da je tipična populacija, ki hodi še vedno na veselice. Mogoče je k temu dodal svoj delež tudi Saša Avsenik s svojim ansamblom. Jaz mislim, da precej mladih pritegno. Ja, seveda, se strinjam. Verjetno obstajajo tudi še kakšni drugi ansambli, mogoče se spomnite še kakšne druge, ki jih tako nekako vidite, da praktično privabljajo. Modrijani recimo, ne, čeprav, mislim, kapujem dol, da... Ja, to je že malo drugačen stil. Ja, no, seveda, ampak vse spada pač v tole narodno zabavno glasbo, ampak kapo dol, da jim take projekti uspevajo, ne, da lahko napolnijo recimo Stožice in te, kar tudi zdaj delajo, ne. To mi malo zadeva. Seveda. Morda bi na tem mestu vprašala še to, oba imata izkušnje tako iz odra in pod odrom. Recimo, kaj za vaju pomeni, če publika zraven poje? Kaj recimo, a vaju navdaja to z veseljem, a je to tista vzpodbuda, kaj drugega? Čudenje, presenečenje? Ne, to je spodbuda, to je pač, mislim, da en odraz tega oziroma znak tega, da jim je to všeč. Seveda. In da mogoče poznajo tiste skladbe in tako naprej. Jani, te lahko vprašam, kaj zdaj počneš, ko nisi več tako aktiven v glasbi? A je to, ti živiš na 1000 koliko?
Na 1000 metri. Na 1000 metri, natančno je. Planina pod Golico. To se pravi, Sem se preselil tja gor. v čudovitih, Uživam. prelepih, Ja, gorenjskih to je res, ja. višavjah. Ja. Kaj sedaj počneš? Kot vsaki v penziji, malo okoli hiše, veliko z vnuki se ukvarjam, včasih primem tudi malo kitaro v roke, žena potem čim prej spat, če kjer zagram. Ne hecam se. V glavnem, mislim, pogrešam še vedno to muziko, ampak pač tako je življenje. Enkrat je treba nehati, pa vedeti moraš, kdaj nehaš. Tako da. Glede na to, da si v visokogorju, skoraj da nabiraš kaj zelišča za čaje. Ne, to ne. Ne. Mogoče kdaj kakšno gobo, ampak tako ne vidim, če na nastopam že, drugače pa. Nisem bolj športno se bolj ukvarjam. No, super. Tako imam take pogoje tudi za to. Super, se vidi, da si fit. Ja. Kaj pa Toni, glede na to, da sicer smo že slišali, da si še vedno aktiven pri igranju, kaj pa sicer še počneš, poleg tega, da je glasba tvoja ljubezen še naprej? Ja, to malo planinaram, no. Čudovito. Svet Peter imam blizu, ne, tako da to precej redno obiskujem. Potem najde se kakšna popravila okoli hiše in urejene vrta in tako naprej, ne. Pa branje. Kaj pa je trenutno tvoj lepopis branja? Trenutno? Trenutno sem pri Ani Karenini, resnično. Bravo. Ja, ta trenutek. Ampak imam še 300 strani. Ja, super. Če prijetno branje o zgodovini. Ja, lepo je.
Še eno vprašanje. Si imel kdaj čast osebno spregovoriti z Slavkom in Vilkom Ovsenikom in sta ti kakšen nasvet dala morda? Verjetno več z Vilkom, ja. Slavkom sicer malo manj. Nasvet. Največ sem dobil od Vilkota, ker je bil nekajkrat v Hišnem ansamblu mentor in tudi producent pri snemanju. Bravo, Ja. super. Tako da od Vilkota kadarkoli in kjerkoli res veliko potegneš. Glede na to, da ju osebno ne poznam tako dobro, me zanima, kako si ti doživljal njiju kot osebnosti? Predvsem za mene je bil Vilko en velik gospod, resnično, znalec, neverjeten znalec. O Slavku pa niti ne bi govoril, on je pa za mene genij. To, kar je počel, je genialno. Absolutno se strinjam. Jaz bi se ob koncu zahvalila za vajin, rečem, res lep pogovor. Dragi poslušalci, poslušalke, nas boste zagotovo videli na žlahtnih 45 let, 23. maja, v poletnem gledališču Studenec, kjer bomo skupaj zaigrali splet res čudovitih skladb, ki smo jih ustvarili in tudi snemali pred tolikimi leti. Jaz sem šarmer, da ni mu para, v ženski svet po meni joče krepeni. Oblečen sem po zadnji modi in ni je da neki za mano ne nori. Ko grem po cesti, punce le vzdihujejo, kot jada kur, vse za mano letajo. In če jim rečem, drage, tam ne danes pa, sem že od tam se dol popadajo na tla. Jaz sem šarmer, da ni mu para, res pravi mačo, ki ga ženski svet želi. A kaj pomaga vsa lepota, na koncu za karajek svojemu zbeži. Jaz sem šarmer, da ni mu para, v ženski svet po meni joče krepeni. Oblečen sem po zadnji modi in mi je da neki za mano ne nori. Ko grem po cesti, punce le vzdihujejo, kot jada kur, vse za mano letajo. In če jim rečem, drage, tam ne danes pa, sem že od tam se dol popadajo na tla. Jaz sem šarmer, da ni mu para, res pravi mačo, ki ga ženski svet želi. A kaj pomaga vsa lepota, na koncu za karajek svojemu zbeži. V naši sredini sedaj lepo pozdravljam Marjana Spruka, ki je na povezavi preko Facebooka. Marjan, živjo! Pozdravljeni. Kako si, Marjan? Kaj si počel danes dopoldan? V redu.
telovanju sem že. No, me veseli. Tudi to krepa, ali kako pravijo, duha in človeka. Tako je. Človeka. Marjan, jaz bi te opisala kot basista, kontrabasista, baritonista, kitarista. Kaj trenutno počneš v življenju? V glasbi, seveda. Ja, dolgo nazaj smo zaključili en projekt in s eno skupino Živel je mož. Smo tako igrali malo jazzy, tako malo funky pa tako. Kdo pa so bili Z člani? njimi smo naredili 3 CD-je smo izdali. Super. To je bil zadnji projekt. Drugače pa ne, tako da bi dale pa kje, pa igral kaj, pa trenutno ne. Razen pri godbi sem dale, ampak ne morem zaradi bolezni v hiši. Popolnoma razumem. Zanima me, kako se pa ti spominjaš sodelovanja pri ansamblu Tonija Iskre? Ja, to so najlepši spomini glasbeni moji. Tudi muzika lepa, ljudje fajn, tudi smo se dobro zastopili in tako. In tudi lepo smo igrali skupaj, se mi zdi. No, me veseli, da si podobnega mnenja kot vsi mi. Še zanima me, kako pa pravzaprav prišlo do sodelovanja z ansamblom Tonija Iskre? Ja, to je pa zgodba. Toni je rabil basista, mislim, rabil je ansambl basista in po enem naključju je Toni pač za mene zvedel in sem jaz takrat prišel pomagati. No, in pa totalno nepripravljen, no, tako da sem sam v avtu poslušal CD in to je bilo to. In smo vsem pospalali, no, toliko hudo pa ni bilo, tako da me je Toni počel vse povabil na sodelovanje naprej. Ja, super. Kdo pa je bil tisti, ki je povedal za to, da Toni potrebuje novo pomoč? Mislim, da je bil to Robi Smolnikar. Glasbeni kolega in prijatelj. Ja. Marjan, tvoj glasbeni pedigre se začne katerega leta? Tu sem bil pa, smo pa z Milanom, s bratrancem, z Obavnikom, imela kakor en duet in sva bila takrat je bil kvazi za amaterja leta in sva finale zmagala, no, tako nepričakovano, ampak čestitke. Tako da takrat se je že to začelo. Potem smo pa z Robertom Smolnikarjem, pa z Zoranom Križmanom, pa z Milanom Zobavnikom smo igrali na Gorjuši, ki je pač en lokal, ne, in smo tam igrali vsako soboto. Tako se je začelo. Potem sem šel pa jaz v vojsko, sem pa iz vojske prišel, smo pa ustanovili ansambl Krt in sem potem mogel se še bariton naučiti, ker prej sem sam bas igral, pa kitaro, pa tako. In potem sem z njimi sodeloval skoraj 10 let, pa tam nekje. Potem pa mislim, da smo že mi igrali Iskro, če se ne motim, ker potem pa, ki je šlo to, bi smo več, ki je še to nek pa hišnem ansamblu in tako, in sem pa jaz igral pa v gostilni Mihovc 10 let pol še. No pa od Mihovca sem šel pa še k Nagelnu, ansambl Nagel, in sem tam igral tudi 9 let, no, nekaj tazga. Ja, bravo. Ja, Jaz sem pa nekaj opazil, bolj glasben. Ja. Če se ne motim, si tudi skupaj nastopal s svojo hčero, lahko poveš kaj več o tem? Ja, tudi so bila en duet, tako za... Tako, pa tudi band smo imeli, no. Širok Slukov je igral, pa Jaka Zaletelov, pa tako. Hči je Melisa, ne? Tako smo malo džaziste vklopili, tako se je bilo malo drugače, ne bo več Diablo, no, za nas. No, lepo. Zdaj me... Življenje res prekrasen dan in da sva našla se, da sreč
srečo si delimo, ljubezen prava, več je kakor ves denar. Da našla takega sem, ki me res poljubil. Vem, da sem, ko me je poljubil. Kmalu sramežljivo me zasnubil. Takrat prišel je najsrečnejši dan. Kmalu sramežljivo me zasnubil. Takrat prišel je najsrečnejši dan. Objela sva se nežno si, poljubček dola, in skozi okno se zazrla v jutranjo meglo. Še punčka najina je v sobo prirasala in stisnila se k nama v toplo posteljo. Kmalu sramežljivo me zasnubil. Takrat prišel je najsrečnejši dan. Takrat prišel je najsrečnejši No, iz Irenco se že dolgo časa poznava, že iz mladih let, ko je že ta prva v Sloveniji začela sketati Charlie Parkerja. Jaz se te tako najbolj spomnim, da je bila ta edina v Sloveniji, ta prva, ki sta to naredila. Seveda, zdaj, če hotel pisati, kaj vse je dosti, ja. Sodelovali smo tudi v Big Bandu, pridite na njen koncert in praznovanje 23. maja, vabljeni. Irena Vidic je izredna pevka. Ob njej sem se veliko naučil, skupaj sva snemala prvo ploščo za Alpski kvintet. Kaj naj rečem, vse naj, seveda tudi v prihodnje želim vse najboljše v glasbi in v privatnem življenju. Vabim pa vas obenem tudi na koncert, ki bo 23. maja v letnem gledališču Studenec. Navihano zdaj z njimi pa ne strmi, a moja srnica ta, sosednji je, da sici skaj že doma. Se bala ime prav nič, pa boš postal za mlin fantič. Dragi prijatelji, Alpski kvintet vas od 24. do 26. aprila 2026 prisrčno vabi v Bohinjsko Bistrico. Takrat se bo zgodil Alpski večer in takrat bo Alpski kvintet praznoval svojo 60. obletnico. V petek in soboto boste lahko obiskali koncert, tako kot je bilo v navadi do sedaj. V nedeljo pa nas čaka jubilejni dan, ko si boste lahko premierno ogledali dokumentarni film o Alpskem kvintetu.
pa zanima, kako ti vidiš Toni Iskro ter Janija Kavalerja kot glasbenika in tudi sicer kot človeka osebnosti. Ja, to pa se mi zdi, da moraš srečo imeti, da lahko take ljudi poznaš. No, čisto. In sem zelo zadovoljen, da tudi s takimi mojstri lahko igram in da tako meni je to v ponos. No. Bilo vedno, tudi s tabo, ko smo imeli, meni bo to, vsak špil mi je bil milina, rad sem hodil na špile, prav z veseljem, no, tako bom rekel. Ja, se mi zdi, da smo bila ena taka harmonična zasedba, skupina, tako kot sem že prej tudi omenila, kar se sodelovanja in petja z Janijem tiče, se mi zdi, da smo res dihali isti zrak v glasbenem smislu. Marjan, me pa zanima, se ti spomniš kakšne posebne anekdote glede časa, ko smo bili skupaj, če pa kaj posebnega, kaj recimo, kakšni poprčki za poslušalce? Ja, ker smo enkrat igrali v Bohinju Nov let, oziroma Silvestrova. Ja, res je. Pa še Nov let mislim, da je potem direktor rekel, da tega benda še ni imel v hotelu, pa da je 20 let tam direktor. In je rekel, ampak najel vas pa ne bi nikoli več, ker znate nobenega žura narediti. Ker mi smo sami igrali, nismo pa rit kazali, pa ne vem kaj tiste take. Ja, to se še jaz dobro spomnim. Se pravi, ko smo imeli prvi špil, je prišel moj stric Danilo Bauman iz Hribov z eno skupino in so naredili tak žur, da so nas pol v bistvu pol za novo leto angažirali. Ja, to je bilo to, ja. Oni so naredili tak žur, so bili v tistih hribovskih opremah, v gojzerih, skratka, plesali so na našo muziko. Mi smo pa verjetno še toliko bolj z veseljem potem sukali svoje prste in glasove in tako naprej. Ja, to se spomnim, ko sta enkrat Renata pa Mojca pa šle Havseniku, ko smo igrali ob sredah in smo fajn zaigrali rundo in v dve sta pa gibanico jedli. Marjan, glede na to, da tako fajn razlagaš, me zanima, če se mogoče spomniš še kakšne posebnosti, ko smo igrali, recimo, z družinskih članov ali pa sicer? Ja, tega kar veliko v bistvu. No, Toni je pustil naš Mojc z gibanico, a ne? Pa pridemo mi iz odra dol, pa prav Toni, a je bilo v redu, a ne, če smo fajn zaigrali, ne, če je bila dobra muzika, pa s Renata bo ne obšala gibanica. Ja, temu se reče pripetije, take in drugačne. Temu se reče življenje, narekuje take lepe zgodbe. Tako da, Marjan, kaj bi ti še za konec povedal poslušalcem za oddajo Oder z Ireno, ki bo na razporedu čez en teden? Ja, vse bi povabil, da pridejo na ta koncert, ker bo sigurno vrhunski, to že naprej vem. Se bomo pa tudi vsi potrudili, da bomo tako tudi naredili. Tako. Hvala lepa. Zdaj pa res čišči za konec, pa še vaju vprašam, kako se pa vidva spominjata Marjana? Jani? Ja, tako, ki je on rekel, ne. Ki je prišel na tiste prvi špilke, ko je v avtu malo poslušal, ki je igral, je to nam malo prebledil, no, pred koncu je bilo v redu. Nisem preživel je. Ja, super. Kako pa ti? Ja, točno tako. Ja, Marjan je nekrasen človek, tako kot to pa absolutno. In tudi veliko smeha nam prinese, tudi v času naše priprave na ta koncert, se imamo res izjemno lepo, se tudi veliko nasmejemo, tako da sem res vesela, da so se vsi fantje odzvali v vabilu, tako da srčno vabljeni, tako kot je rekel Marjan, in hvala lepa, ker ste bili ponovno z nami. Nasvidenje.